Kaj pri nas še bolj redko kot poceni klasične limuzine? Verjetno je še tartufov več. No, tale avto pa je na naš test pripeljal kot neke vrste eksotika in zato smo se ga lotili z zanimanjem. Pa je bil vreden našega in zdaj vašega časa? Niti ne. Kljub temu, da gre za poceni limuzino, tale 16.900 € sploh ni tako poceni. Če hočete klasično oblikovan avtomobil, boste težko dobili cenejšega z dizelskim motorjem, ampak je na trgu veliko boljših avtomobilov, ki so bolj praktično oblikovani. No, pri tem je nepraktičen tale prtljažnik, ki je sicer zelo prostoren, več kot 500 litrov pogoltne, ima pa tale vodila, ki odžirajo prostor prtljagi. In, ko zaprete vrata, nazorno slišite, kje so varčevali. Ja, pa še tole. Odpre se samo s ključem ali pa z gumom znotraj. Družine bo zelo motilo, da je Isofix tako težko dostopen. Matej se je moral raztuširati, ko je notri spravil otroški sedež. Za družinsko rabo pa ne bodo niti takšni svetli sedeži, ki so sicer lepi na pogled, se pa zelo hitro umažejo. Prostora ni malo. Vseeno je CLZ 4,42 metra dolg avtomobil, tako da se bo nekaj ljudi z lahkoto zapeljalo na daljšo pot. Bodo pa morali precej glasno govoriti, ker je zvočna izolacija slaba. Pri avtocestnih hitrostih je znotraj že precej glasno. Kot voznika me moti, da volan ni nastavljiv po globini in mi je malenkost preveč stran. Da na klimatski napravi ni temperature, se hitro navadiš in mi je vseeno, manj pa mi je všeč, da je tale zaslon nameščen dokaj nizko v primerjavi s sodobnimi avtomobili in je potem treba ves čas pogled umikati z ceste. Tudi potovalni računalnik prikazuje podatke samo tukaj, nič med merilniki. Odlično se obnese dizelski motor Blue HDI 100, kar pomeni, da ima 100 konjev, bolj natančno 73 kW. Dovolj je zmogljiv. Sicer v tem primeru glasen, ker so šparali pri zvočni izolaciji, ampak poraba je tista, ki navduši. Z večinoma avtocestno vožnjo smo imeli povprečje 5,8 litra, kar je super. Rad bi še 6. prestavo menjalnika, ampak tako pač je. Menjalnik je bolj počasne sorte. Ročica ni preveč natančna, včasih se zatika v 3. prestavo, še manj pa prepriča podvozje, kar boste čutili na kakšnih avtocestnih luknjah, ko se kar celoten avto sumljivo strese. Ja, Citroen ima v ponudbi še bistveno boljše avtomobile in če niste ravno taksist, ki potrebuje ugoden avtomobil z velikim ločenim prtljažnikom, potem raje izberite kaj drugega. Za ta denar dobite že Berlingo.